Kakšno je idealno število obrokov na dan? 3, 4, 5, mogoče 2? A pa je zajtrk res najpomembnejši obrok v dnevu? Dajmo pogledati v tem videoposnetku. Živijo in dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Če ste novi, se naročite na kanal, ker med sicer strokovno vsebino se najde tudi kar nekaj posnetkov o hrani in pa razmišljanje o hrani, ker se veste, smo to, kar jemo. No, midva sva včasih o hrani razmišljala čisto kakor vsi ostali in pa tako, kakor so nas naučili v šoli. Vse veste, prehranska piramida in pa zajtrk, kosilo, večerja, vmes še 2 malci, to ne bi bila neka splošna prerazporeditev obrokov. No, nekaterim tako seveda paše, drugi pa zaradi tega čist preveč pojemo. Torej, kaj če ste recimo tako, kakor so midva in želite le vzdrževati svojo težo ali pa jo izgubiti, pa kaj ne naredimo vsi tisti, ki nimamo časa kar naprej nekaj jesti? A je zdravo, da jemo tudi manj obrokov? A je zajtrk res najpomembnejši? No, za potrebe tega videa smo si privoščili en kratek družinski oddih, kjer smo imeli polpenzion. To pomeni zajtrk plus večerja. Super, 2 obroka, tako kot doma, ne? No, ampak ni bilo tako simpel. Jaz običajno ne jem zajtrka, ampak ker smo na dopustu v hotelu in ker je hotelski zajtrk itak vedno ful dober, ga bom danes pač jedla. Ampak to takoj pomeni en dodatni obrok več v dnevu. Ker doma imava leh kontra, kosilo plus večerjo. Na tem dopustu pa poleg zajtrka smo imeli še 2krat malco, kar je skupaj 5 obrokov. In prvi obrok je po priporočilih in pa tudi tako, kot smo se mi učili v šoli, zajtrk. In slovenske smernice zdravega prehranjevanja za študente nam tudi rečejo, da imamo naslednje možnosti razporeditve obrokov tekom dneva glede na delež energijskega vnosa zaužiti s posameznim obrokom. Ampak izkazalo se je, da si za zajtrk, sploh če je na voljo vse, tudi naložiš vse. Zato, ker je pred tabo še dolg dan, pa mogoče tudi zato, ker si kdaj slabš spal, pa smo pa hitro tam. To je precej več, kot jaz vsak dan pojem za zajtrk, ampak valjda dom pojedu čez zastonj. Kaj se eni zredijo, drugi pa ne pri 5 obrokih na dan? Bova mehan strokovna. No, vzdrževanje teže temelji na energijskem ravnovesju oziroma prvem zakonu termodinamike. To pomeni, da energije ni mogoče uničiti ali ustvariti iz nič, lahko se pač le pretvarja iz ene oblike v drugo. Se pravi, kalorije not, kalorije ven. Povprečno recimo dnevno vnesemo 2000 kalorij, toliko jih tudi pokurimo. Če pa jih pojemo več in pokurimo isto, se bo ta energija primarno shranila v maščobnem tkivu, se pravi, se zredimo. No, nekateri so na dopustu radi aktivni, midva sva tudi med takimi, kar mi pa danes celo pride prav, da bom mogoče vsaj mejhem pokurila od tistega jutranjega zajtrka, tako da greva zdaj le na en cardio walk. In šteje dnevni vnos kalorij, se pravi 24 ur. Ob koncu dneva pa se ta številka spet resetira. In zato nam tudi en cheat day ne more škoditi in zato si pač dajte duška, če se ne morete opreti. Tudi tale moja pica danes bo čisto okej, ker to pač ni vsak dan. No, bi bilo pa precej bolj smiselno, da bi se oprli tistim vsakodnevnim slabim navadam, ker nam precej bolj škodi tista recimo dodatna tablica čokolade vsak dan cel mesec, ker to na koncu prinese 200 dodatnih kalorij na dan in pa potem dodatne kilce na konc meseca. To so torej kalorije not, kalorije, ki jih vnašamo vase. Kaj pa druga stran enačbe? Koliko kalorij pokurimo? Naprimer, oseba, ki ni fizično aktivna, naprimer ti, in bo to postala, se lahko naprimer opiše na fitness ali pa aerobiko. Pač neko aktivnost, ki traje na uro. In če bi ti trenirala vsak dan, bi vsak dan pokurila tudi 500 kalorij. In če bi jedla enak kot prej, bi to pomenilo, da bi na koncu meseca izgubila 2 kile. Aha. Ja, res je, ampak bi pa lahko kile izgubila tudi, če bi malo popazila na te kalorije, ki jih zaužijam. Kuram pico. Ampak komu se ljubi šteti kalorije? To ni tako simpel. Ja, enačba, koliko energije se bo porabil in koliko se bo shranil, je odvisna še od veliko drugih dejavnikov. Poleg aktivnosti, še od letnega časa, pač pozimi pokurimo več, kot na zebe, pa od hormonov, pa tudi ščitenca zelo vpliva na vašo porabo energije. Potem je tu še hormon leptin, ki vam pove, kdaj ste siti, in pa hormon grelin, ki pove, kdaj ste lačni. Evo, Pa kje si? Ja, malce sem bil kje.
Kolikrat na dan je pol treba jesti? Prva tradicionalna šola pravi, da ne bi večje število mehkih obrokov pripomoglo k večji izgubi maščobe, kar bo pripomoglo k izgubi telesne mase. Urejeno prehranjevanje, se pravi vsak dan v podobni uri, ne bi imelo tudi pozitivne učinke na lipide, raven inzulina v krvi, posledično tudi uravnava občutek lakote in pa sitosti. Se pravi, naši hormoni so tako zelo v ravnovesju, se pravi leptin in pa grelin. No, na drugi strani pa neurejen vzorec prehranjevanja negativno vpliva na naš metabolizem, kar še posebej pride do izraza, če se ne gibamo dovolj. Če pa se gibamo dovolj, pa smo aktivni v službi in se nam zgodi, da nam ob 11 že posučen krulj, ne glede na to, ali smo jedli zajtrk ali pa ne. To se tudi ne prezgodi. In seveda, potem pridemo zvečer domov in je že čas za večerjo in če preštejemo še vse malce, ki smo jih vmes pojedli, je to skupaj že 4 do 5 obrokov vsak dan v 16 aktivnih urah. No, slaba stran tega, da si pa ful aktiven, je pa v bistvu, da si hiter spet lačen, pa šele 12 je ura. Zato bo zdaj treba v bistvu na neko kosilo, kar bo moj danes že drugi obrok. No, če pa imaš v hotelu polpenzion, kot ga imamo trenutno mi, pa si ponovadi za kosil zrihtaš sam kakšen sendvič, kakšen kruhko odstane od zajtrka ali pa greš na eno čez easy pico. No, večje število obrokov je priporočljivo za vse tiste, ki želijo povečati mišično maso ali pa se ukvarjajo z intenzivnimi športi ali pa jim tak način prehranjevanja pač samo ustreza. Prvi dan v tem vikendu je končan, zaključila sem z vsemi 5 obroki. Jaz že vidim, da tole tako ne bo šlo, če se bom hotela v svoje hlače zbasati. In to je nek tradicionalen pristop. Koliko obrokov pa na dan pojeste vi? Zapišite nam to spodaj v komentarjih. No, če pa niste zadovoljni s svojo telesno maso, pa je eden izmed načinov, kako jo znižati, zmanjšanje števila obrokov. Poslušajte svoje telo, načeloma vam bo kar samo povedalo, kaj mu najbolj ustreza. Jaz se spomnim, ko sem se na začetku slabo počutil vsakič, ko sem preskočil zajtrk in namesto tega jedel pozno večerjo. Ker včasih pozna večerja pomeni, da smo že predolgo po koncu. Pa razmišljaš, ziher sem zaradi tega pojedel preveč. Čas odpravljamo na večerjo in jaz opažam, da več obrokov kot jem v dnevu, bolj sem v bistvu lačna, če ima to sploh smisel. No, tale večerja bo pa že moj 3. obrok danes, poleg vseh malc, ki sem jih imela vmes. Ta tradicionalni način prehranjevanja je namreč kar globoko zasidran v naši podzavesti, zato včasih niti ne pomislimo, da obstaja tudi kakšna druga pot. Ali torej obstajajo neka univerzalna pravila glede števila in pa razporeditve obrokov? Vse se spomnite, mama je rekla, da je zajtrk najbolj pomemben in da bi moral zaužiti 5 obrokov na dan, ki so mehni in pa lahki. Ampak kaj pa, če izpuščaš zajtrk? A je zajtrk res najpomembnejši obrok v dnevu? Določenim ljudem prehranjevanje takoj, ko se zbudijo, pač ne ustreza. Enim je zaradi tega slabo, v resnici pa v bistvu ni nič narobe z izpuščanjem zajtrka. Saj ni na zajtrku nič tazga posebenega, da bi ga mogli nujno vsak dan uživati. Na zadnjem času pa se vse bolj uveljavlja tudi prekinitveni post, o tem sva tudi že govorila. In ljudje, ki prisegajo na takšen način prehranjevanja, med njimi tudi jaz, v resnici najpogosteje izpustijo prav zajtrk. Nama so ti moderni pristopi, se pravi, da ni idealnega števila obrokov, všeč. Ker verjamemo v to, da nam bo telo povedalo pač ravno nekaj. Tako tudi začneva dan lažje in bolj skoncentrirano brez zajtrka, za česa se nam zdi, da na koncu dneva pojeva manj, kakor bi sicer. No in kot na koncu tudi ugotovijo vse študije, je to, da je precej bolj kot to, koliko obrokov zaužiješ na dan, v bistvu pomembno, da uživaš polnovredna živila in da pač paziš na kalorični vnos. Evo, ta vikend sem jaz poskusno imela 3 tradicionalne obroke in pa še malce. Ampak ugotavljam, da je to zame čist preveč. Preveč tako z vidika količin, kot z vidika kalorij. Zakaj? Če bi namreč vsak dan jaz takole jedla 3 obroke pa še malce, bi se zagotovo zredila. Zato se bom jaz raje še naprej lepo držala svojega režima prehranjevanja, imela bom lepo tista 2 obroka, ker na ta način v bistvu nisem manjko lačna, dobro se počutam. Zakaj bi torej jedla več, kot kar rabim? Pa daj razloži, kaj pomeni polnovredno živilo, no? Živilo lahko razdelimo na makronutriente in pa mikrohranila. Se pravi makro, najprej beljakovine, maščobe, hidrati. In tudi tukaj obstaja pestra paleta diet, nekomu bolj pa še ena, drugim bolj druga. Polna nepredelana, sveža hrana pa poskrbi na drugi strani tudi za potreben vnos mikrohranil, se pravi vitaminov in mineralov. V zadnjem času pa se uporablja tudi beseda polifenoli, to so snovi v zelenjavi.
In pri kaloričnem vnosu pa še enkrat velja pravilo. Kalorije not, kalorije ven. Ugotavljate svojo magično številko. Moja je recimo 2500. Pri tej držim 75 kg, ne glede na to, kaj jem in kdaj jem. No, moja pa je nekje 1600, pri tej imam lahko 56 kg, tudi če vsak dan pojem tablico čokolade. In s tem videom smo v bistvu ugotovila, da ne obstaja univerzalno število obrokov. Vsak je drugačen, zato naj si svoje prehranjevalne navade prilagodi temu, kar mu sporoča telo ali pa njegovem življenjskemu slogu. In ne se zato bati probati kakšnih novih diet ali pa novih načinov prehranjevanja. Evo, če ste novi na kanalu in vam je taka vsebina všeč, dajte se naročiti, pa stisnite nam like. Sploh mogoče, če smo vas motivirala, da poskusite kaj novega. Midva se zdaj vračamo v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau. Čau. A moraš te boš pet kazati? Ti boš pet. Dobro se videli.